Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo vas pozdravljam v imenu poslanske skupine Nove Slovenije, ki je prispevala podpise za sklic izredne seje državnega zbora. In eden od ciljev, ki morda ni eksplicitno napisan, je ta, da bi se med državljani in državo spostavilo večje zaupanje. Glejte, zaupanje je ključnega pomena v vseh, tudi v poslovnem življenju, vse povsod, zaupanje je ključnega pomena. In državljani, davkoplačevalci, smo najbrž upravičeni do tega, da natančno vemo, kam gre naš vsak plačan evro v obliki davkov, ki jih plačamo, oziroma v obliki prispevkov. In tukaj želimo v razpravi tudi odpreti vprašanje in čakati odgovore od vlade, v tem smislu, da bi tudi v Sloveniji uveljavili zelo dobro prakso, ki so jo pred dobrimi 2 leti uveljavili v Veliki Britaniji, kjer namreč država na zelo jasen, razumljiv način državljanom pove, na kak način je porabila vsak njihov funt. In to želimo in to bi bilo za to državo dobro. Nahajamo se v enem zgodovinskem trenutku, ko je svet postal globalna vas, ko trgujemo, poslujemo bistveno drugače kot pred 10 in 50 leti. In zato nujno potrebujemo v Sloveniji tudi novo ekonomsko politiko. Mi potrebujemo tudi novi poslovni model. V Novi Sloveniji zagovarjamo socialno-tržni model gospodarstva. Socialni pomeni, da človeka postavljamo v ospredje in trdimo, da je človek tisti največji kapital v podjetništvu. Človek je največji kapital. In včasih so med seboj konkurirala zgolj podjetja. Danes med seboj konkurirajo tudi države. In mi vemo, kje smo mi po konkurenčnosti, na lestvici konkurenčnosti znotraj Evropske unije oziroma znotraj OECD ali pa širše, če hočete. Mi smo tam nekje na repu. In zaradi tega so nujno potrebni ukrepi, ki bi razbremenili gospodarstvo. Mi imamo odlične podjetnike, ki imajo odlične produkte, znajo odpirati nove trge, ampak ta neka ekonomska svoboda, ta davčni primež je preveč močen in ni stabilen, ne vejo podjetniki, kaj bo jutri, in zaradi tega mi nimamo v Sloveniji razcveta gospodarstva in zaradi tega imamo problem seveda tudi z javnimi financami. Mi želimo, da bi država bila manj požrešna. A se zavedate, da če imate na mesec povprečno neto plačo 1000 evrov, torej neto na letni ravni 12 000 evrov, da dejansko državi plačate okrog 20 000 evrov. In za teh 20 000 evrov mi želimo vedeti, kam gre vsak evro. Danes vemo, da gre pravzaprav največji delež od tega v pokojnine. In imamo na nek način takšen pokojninski sistem, da lahko govorimo o pokojninski goljufiji. Od leta 2009 pa do leta 2015 je iz proračuna Republike Slovenije šlo v pokojninsko blagajno dobrih 11 milijard evrov. To kaže na to, da naš pokojninski sistem ni vzdržen in vedno slabše bo, če ne bomo nič naredili. Danes samo še 1,37 delavca dela za enega upokojenca. Ko smo pred 25 leti dobili svojo državo, sta 2 delavca delala za enega upokojenca. In to razmerje se vedno bolj slabša. Mi smo v Novi Sloveniji seveda sledili pozivu premijeja dr. Mira Cerarja, ki je povedal nekako takole: sem Slovenec, iščem rešitve. Mi smo rešitve našli in smo jih predstavili državnemu zboru. Žal jih je koalicija vse pravzaprav brez sramu povozila. Mi smo prinesli rešitev, o kateri je govoril tudi kolega Marko. Uvedli smo socialno kapico, oziroma vpeljali tako imenovano razvojno kapico, socialni copatek. Zdaj je v državnozborski proceduri novela zakona o dohodnini, ampak tudi zato nimamo kaj dosti upanja, da bi tudi ta novela zakona o dohodnini bila sprejeta. In bila bi zelo dobra, ker bi povečala
katastrofalno izboljšala katastrofalno razmerje med neto in bruto plačo v Sloveniji, povečala bi potrošnjo, kar pomeni, da bi država po drugi strani preko DDV-ja recimo dobila denar nazaj. Če bi bila država pametna, bi se z javnim sektorjem pogajala nekoliko drugače, tako da ne bi povečevala sredstev za maso za plače, ampak da bi upoštevala našo rešitev v zakonu o dohodnini, tako da bi delavci dobili večjo neto plačo. Obenem pa bi kot stranski produkt rešili, in to s tem našim predlogom zakona o dohodnini rešujemo, bi rešili problem blizu 20 tisoč delovnih migrantov, s katerimi imamo problem in jim moramo prisluhniti in njihov problem pač moramo na ustrezen način tudi rešiti. Pričakujemo, da bo predsednik Državnega zbora čim prej sklical to sejo Državnega zbora in da bomo dejansko skupaj prišli do nekih rešitev za boljšo Slovenijo. Hvala lepa.